Po 3 letih in pol so danes v Mariboru končno odprli tako imenovano limbuško obvoznico oziroma podaljšek ceste proletarskih brigad. Po njem bo dnevno prepeljanih približno 10.000 vozil. Danes je za Maribor svečan dan. V promet spuščamo limbuško obvoznico, sodobno mestno vpadnico iz smeri Ruž, na katero bo preusmerjen promet iz Erjavčeve in Limbuške ceste. Gre za nekaj več kot 10.000 vozil povprečnega letnega dnevnega prometa na dan. Jaz sem prepričan, da bo to seveda tudi razveselilo prebivalce in v bistvu izboljšalo kakovost njihovega bivanja. Investicija, ki smo jo izvedli skupaj z Mestno občino Maribor, je znašala 11,5 milijona evrov. Od tega delež Direkcije Republike Slovenije, torej Ministrstva za infrastrukturo, nekaj manj kot 7 milijonov, delež Mestne občine Maribor 4,5 milijone. Kot veste, smo gradnjo začeli leta 2020, razdeljena je bila v 3 etape. Soočali smo se z različnimi težavami, tudi nesoglasji lastnikov, ampak danes smo pri tem, da svečano spustimo v promet 3. fazo, torej ta del obvoznice. Dolgo smo to čakali, danes smo dočakali. Gre za izjemno pomembno infrastrukturno investicijo za 3. etapo zahodne obvoznice. V pričakovanju smo, upajmo, da ujma ni odnesla uvedbe v delo že izbranega izvajalca, tam, kjer smo dokončali streliško proti avtocesti. Upam, da bomo prišli do uvedbe v delo še v tem letu in da se bo ta gradnja nadaljevala. Prav tako tudi celovita zahodna obvoznica in seveda potem tudi tunel, kjer je bilo 2 leti velikega truda že vloženega in verjamem, da bomo enkrat dočakali zaključen obroč okrog ali pod mestom, da razbremenimo prebivalce. Tukaj je razen ceste, seveda smo istočasno urejali tudi plinovod, vročevod, vodovod, kanalizacijo, delno tudi razsvetljavo, pravzaprav celotno infrastrukturo, in to v najhitreje rastočem delu mesta Studencev, kjer se gradi več tisoč stanovanj ali je že zgrajenih, tako da imamo tukaj velike izzive na nivoju mesta z vzpostavitvijo kmalu 2 novih oddelkov vrtca in prva nova šola, ki bo v Mariboru, bo prav gotovo tukaj na Studencih, ki bo odgovorila na ta razvoj, kjer se mesto pravzaprav širi proti svojemu zelenemu delu. Torej, naredili smo še priključne ceste, Pekrska, Studenška, Kamenškova, cesta Graške gore, Lesarska ulica, cesta na Gorcu v okviru tega in se res veselim, da bomo sedaj lahko po eni univerzitetnemu mestu, drugemu največjemu mestu, obmejnemu mestu, primerno vpadnico uporabljali tukaj za razvoj tega celotnega območja.